Inspiracijski podcast za Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci, sledilci Fine podcasta. Spet smo z vami, še vedno iz karantene, in tokrat je z mano Žan Serčič, odličen glasbenik. Sam piše pesmi, sklada jih, je tudi producent mnogih zelo, zelo dobrih komadov. Žan, pozdravljen. Wow, hvala za tako napoved. Zdravo tudi tebi, Maja, in pa vsem, ki gledate, poslušate ta podcast. Žan, povej mi, v tej karanteni, zaprt med 4 stenami, je to za glasbenika dobro ali slabo? Dobro po eni strani, slabo po drugi. Načeloma za inspiracijo je bil prvi mesec dober, ker si zaprt not, pa si sam s sabo pa svojimi mislimi. Ampak vsi vemo, da umetnik oziroma bilo kateri artist rabi inspiracijo iskati tudi drugje, tudi v okolju, in trenutno ni okolje inspirativno preveč. Je pa zaradi tega bolj plat discipline prišla zdaj, ne? Se pravi, dokončati projekte, ki so ostali, in se loti dejansko nekih stvari, ki jih prej mogoče v tem kaosu in v skoraj vsak teden po 3-krat v Ljubljano na sešene, če enostavno ni bilo časa narediti, tako da so in niso. Ja. No, to je zanimivo, ko si rekel disciplina, pa to, ne? Ampak dejansko zdaj v karanteni smo tudi malo tako postanemo ležerni. Se je tebi tudi to zgodilo, ali se zdaj še bolj ženeš, ker imaš pač ta občutek, evo, zdaj imam čas za vse to, kar nisem mogel narediti prej, in zdaj bom pač naredil še. Pri meni je fora ta, da jaz se vedno ženem, ko sem sam, tako da za mene se ta karantena ni nekaj spremenila, kar se tiče mindseta. Enostavno se jaz ženem vedno tako, da enostavno delam, kar se da dost v studiu doma, ki pa pravkar sedim za svojim računalnikom, kjer delam muziko in kjer snemam in delam aranžmaje. In še vedno sem do poznih ur gor in delam muziko, zaradi tega, ker mi je to fajn in se ženem, zaradi tega, ker, tako kot sem rekel, imam rad to, tako da nisem se na srečo še polenil. Tudi verjetno je veliki faktor to, da še vedno hodim trenirati. Če ne bi hodil trenirati, sicer na fitness ne hodim trenutno, ampak če ne bi hodil trenirati, bi pa verjetno hitro postal lahko ena gobica. No, ja, to se mi zdi kar pomembno, da v bistvu umetnik, tako si rekel, da se ne zaleži v takih primerih, ne, se pravi, da tudi se nekako fizično giblje, oziroma to nam tudi da nekaj tak, nam požene malo ta inspirativni drive po telesu, bi tako rekla, ne. Ja, nasplošno, ja. Jaz mislim, da je to ful pomembno za vsakega, no. Ja, v bistvu karantena ali ne karantena, v bistvu greš skozi to. Kako se ti soočaš s tem? Sicer zdaj je mogoče lažje, ker si skozi več ali manj smo doma, in jaz vem pač pri umetnikih, kak nam je, ne, ko nam pač prileti v glavo navdihne in potem glih nisi tam, ko bi si lahko zapisal, ne. Se tebi kdaj to zgodi, ali imaš vedno kako beležko zravno nekaj, kamor takoj arhiviraš navdih? Jaz imam enih 1000 voice memotov, ali če ne še več, na mojem telefonu. Tako da bilo kje smo, da moji frendi in pač ljudi, s katerimi se družim, vejo že to, sedimo za mizo in jemo in prosto jaz ostanem, ali pa sem kar pri mizi. Not v telefon, ali pa si pojem melodije, not v telefon, in koliko še me ne pozna, me gleda. Kaj bo zdaj, ne? Ja, inspiracija, tako da. Tako da si v bistvu skozi si v bistvu v tem kreativnem procesu, ne? Samo kaj dejansko greš pol to poslušati, te voice message, oziroma voice memote? Však je, ponovadi se mi potem sestavi skozi čas neka ideja in se pol spomnim na eno, glej, čakaj, nisem jaz takrat nekaj podobnega imel in takrat, ali pa se spomnim na feeling, ki sem ga doživel, ne? In ko ga doživim spet, to je oni feeling, ki sem ga že doživel, pa grem poslušati isto, ja, okej, to je en piece of it, ne. In potem je mogoče lahko to samo en element v aranžmaju, lahko je mogoče glavna melodija, lahko je spet nekaj, kaj mi sproži nadaljnji proces kreative.
Ja, tako da, v bistvu ta memo je bolj pomemben zato, da ti to nekako v tistem trenutku obeležiš, ne? Se pravi, tvoji možgani dejansko potem zaznajo, da je to nekam se shranilo, ne? Čeprav... Tako. Bolj feeling, ne, se pravi, feelinga ne moreš drugače opisati, kot pa tak, da, mislim, jaz si ga najlažje posnamem in pol ga probam začutiti v neki drugi situaciji, ko ga rabim, ne. Se pravi, ne. Ampak dobro, da si vprašala tisto, tudi vsaki voice memo ne moreš odpreti bilo kdaj, ne. Ker ne boš razumel isto. Ja, to je res, vidiš. No, tako zdaj govoriš o feelingih, ne. Se mi zdi, da pri kreiranju glasbe je tega še predvsem, v bistvu vse temelji nekako, se mi zdi, na feelingu in verjetno dosti tudi na nekem dojemanju zunanjega sveta, ki ga vse to potem povežeš v to, da nastane novi komad, ne. Ti drugače večinoma sam pišeš in skladaš, ne. Se pravi, kako pa to izgleda, naprimer, ne vem, poleg tega, da si te memote delaš, pa ko si ti v tem kreativnem procesu, ne, vzameš kitaro in, ne vem, zapreš oči, kako nastane nova pesem? Ja, v bistvu lahko razložim dva načina, no, en je to, ko delam za sebe, en je to, ko delam za druge, no. Ampak skozi neka, mogoče vsaj v podzavesti neka sistematika ostane. Ko delam za sebe, izključno delam potem po feelingih in po nekih stvareh, ki jih res hočem izražati, ki so moje, ki so se mene dotaknile in recimo pri tem novem albumu, ki sem ga naredil zdaj, sem ful šel globje v sebe, kot recimo pri prvem ali pa pri prejšnjih komadih in sem govoril o stvareh, ki sem jih mogoče tudi sam ugotovil, da sem jih potlačil prej in sem jih zdaj vzel ven nazaj in sem pisal o njih in kako vem, da je stvar dobra, takrat, ko napišem, me malo stisne, kaj to bi povedal, ne? To bi dal iz sebe, to bi dal ljudem, ful bi me spoznali, ampak risky, ne, in ja, to je to, ne, to je to, kaj hočeš dati kot artist, če hočeš, da se ti ljudje prvi spomnijo in če hočeš biti iskren in avtentičen, kar se da, ne. Se pravi, pisati o takih stvareh in kar se pa tiče kreativnega procesa, pa ja, ponavadi prije neki koncept meni, se pravi, njemi prije akord ali pa neka melodija, ampak neki koncept in potem iščem in potem vzamem kitaro in sploh ne prebiram, sploh ne gledam gor na vrat, ampak enostavno spustim, da moji feelingi grejo skozi kitaro, ne. To sicer zahteva ful enega predznanja kitare, ki ga pač moraš imeti, da ne rabiš razmišljati o tem, kaj boš zaigral, ampak samo probaš projecirati to, ne, skozi akorde in potem se mi ponavadi razvije melodija in potem se mi ponavadi razvije neko besedilo, no. Se pa je že tudi zgodilo, da sem napisal prvo celo besedilo in potem komad. Ja. No, seveda, v bistvu tu verjetno zdaj ni nekih pravil, kako mora potekati. Bolj je pomembno, tako si rekel, da spustiš skozi sebe to inspiracijo in dovoliš, da se v bistvu samo zgodi, ne? Tako. Ja, tako pri pisanju, ne, ja, povej. Tako sem rekel, druga varianta je pa takrat, ko ustvarjam za druge, ne. Se pravi, to pa izključno v bistvu te iste principe probam uporabiti skozi tistega, za katerega pišem. Se pravi, jaz nikoli ne pišem komadu tako, da ga enkrat whenever napišem in potem rečem, glej, tu imam en komad, kaj bi ti zapel ali pa ti zapela. Ampak vedno se dobim na sessionu z nekom, za katerega pišem, ki želi komad in vlečem iz njega. Se pravi, izgleda zelo taka terapevtska bolj, ne. Kaj pa imaš ti za povedati, ne? Kaj pa tebe dela posebnega, kaj pa ti čutiš, kaj pa tebi da veselje ali pa kaj pa tebe prizadane, kaj te je prizadelo, opiši mi ta trenutek bolj podrobno, ne, in tudi dostikrat se z artisti zgodi to, da pride do ene bolečine, ki si jo prikličejo. Tudi se na sešnih kdaj kdo zjoče, ampak vedno rečem na začetku, da če ni artist iskren, s katerim dela, me sploh ne zanima delati z njim. Ja, ne. Pravi, ker je treba res sebe dati noter in to pač tudi ljudje začutijo, ko poslušajo, ne. Ja, in tudi če nisi avtor, ne, načeloma oni niso avtorji, ampak jaz
se trudim biti za njih to, ne. Ja, ti vseeno. Imam to srečo, da načeloma imam neki dar, da lahko besede oziroma feelinge spremenim v nek tekst in to hočem jaz biti na mesto njih. No, ti že v bistvu iz osnovne šole nekako si vključen v glasbo, ne? Se pravi, te starši so te vedno nekako pri tem usmerjali, podpirali, je to prav, ali si sam rintal naprej, kako je bilo? So starši samo dali na začetek? Oče je v bistvu glasbenik in jaz sem odraščal z tem, da sem videl na lastne oči v bistvu to življenje glasbenika. Sicer nekomercialnega, ni imel nikoli svojih komadov ali karkoli od tega, ampak je igral v različnih bendih, je po vikendih imel nastope in bolj narodno zabavna glasba. Tako da recimo moj foter me je posedel prvič pred TV in pred kavč in mi je pri 6 ali 7 letih dal kitaro v roke, potem, ko me 1 leto učil vse akorde, ki sem jih jaz pač mogel znati in na neko staro kitaro, ki so me ful pekli prsti. Ampak pri 6 letih smo se vsedla pri eni oddaji v nedeljo in smo narodno zabavno muziko mogla igrati tako, da prvič slišiš komad in zraven igraš, to je to. Se pravi, kot da bi ti nekdo zavezal sidro na nogo in te vrgel vodo in rekel hvala, ne. Ampak očitno se je za tebe ta izkušnja nekako izšla kot pozitivna in si v bistvu začutil, se spomniš mogoče, kdaj v življenju si začutil, to je to, kar jaz hočem delati? Je bilo že takrat, se pravi forever, veš to, ali je bil kakšen moment, ko si še se odločil med čim drugim pa to in si pol zagrabil za glasbo? Ja, ful dobro vprašanje zaradi tega, ker to vsem povem. Jaz sem načeloma vedel, da hočem v glasbi biti, v glasbi ostati, ampak se pa je zgodila potem, oziroma splet okoliščin je tak nastal, da sem jaz med 18 in 19 letom v bistvu za 1 leto nehal glasbo delati in mislil, da ne bom več delal. To je to. Pri 19 sem pa pol se zavestno odločil, da ja, glasba je pa to in tudi če bom brez denarja broke in tudi če se bo vsi smejali, bom jaz delal glasbo. To je to. No, to je ta pristni umetniški drive, ne, se mi zdi, ne, tako si rekel, tudi če bom brez vsega, meni je glasba tisto, ne, res pomembno in to hočem delati, ne. Ja. No, ampak na tej poti so sigurno bili kaki izzivi, ne, se pravi, ne vem, ko si mogel iti čez kaj težkega, pa ti mogoče tudi glasba pomagala. Imaš kako tako zgodbo ali pa kak taki event v življenju, se spomniš? Ja, spet lahko celo zgodbo povem, kaj mislim, da me je ful naredilo takrat v tistem času, pa lahko direktno mogoče vpliva na nekega glasbenika, ki zdaj hodi skozi neko skozi neke svoje kreativne procese in hoče doseči nekaj v glasbi. No, v bistvu mislim, da je bilo leto 2016-17, ko sem delal svoj prvi album in se takrat po v bistvu večletnem sodelovanju z eno drugo produkcijsko ekipo odločil, da bom delal sam. Se pravi, prvič sem bil sam za sebe, prvič sem mogel rihtati sam sessione v studio, session glasbenike, jih tudi sam popolnoma 100% financirati, se pravi, brez pomoči bilo kjer založbe, brez vsega, ker sem se odločil tudi samo založniško izdati album, ker nisem hotel nobenih kompromisov od tega, kaj Žan Serčič more biti in kaj more on narediti in kako more zveneti in whatever. Se pravi, to je bilo točno takrat, ko sem rekel, da med svojim 18 in 19 sem rabil 1 leto pauze od vsega, ker sem bil zelo hitro v glasbeni industriji in so z mene hoteli delati nekaj, kaj nisem hotel biti in kaj nisem bil. No, ko sem bil star, torej 19, sem potem leto in pol delal album, ful spoznal ljudi, ki so mi pomagali na tej poti, ampak vseeno je to en velik finančni zalogaj, poleg tega pa tudi psihični. In v bistvu tu se je ful pokazalo to, koliko mi to pomeni. Zdaj mi gre kurja koža. Ja, jaz sem na tej poti ugotovil, v bistvu ful ljudi mi je reklo, mislim, to pa je res noro, kaj ti delaš in mogoče se lahko malo ostaviš in nehaš, ne. Ampak ti ne štekaš tega, ko si tam, ne. Ti ne štekaš tega, ko tebi nekaj toliko pomeni, ampak jaz sem takrat delal v glasbeni šoli, sem imel 28 učencev, se pravi full-time job.
in se potem vozil iz Lenarta v Trnje, ki pa je vas pri Lendavi, se pravi nekje 1 urca, slaba urca do tja. Sem se vozil, bilo kdaj sem imel čas po službi ali pa med vikendom in tudi med vikendom spal tam in na kavčih studijskem. In spomnim se enega konkretnega momenta, ki bi lahko mogoče pomagal ali pa ga inspiriral. Ko sem s prvima 2 tednoma bil konec snemanjem, posneli smo bobne, posneli bas, posneli ful enih inštrumentov in tudi največ glasbenikov je bilo takrat in največ stroškov studijskih in vseh ostalih je bilo takrat. Kot samo primer, session glasbenik stane na dan 500 € ali pa plus. Pravi, nekdo. Ne, to je samo en inštrument, ki ga pač rabiš. Na dan, ja. Ja, na dan. Spomnim se, da sem potem po 2 tednih peljal s mojim takrat Cliotom letnik 2000, ki je komaj šel. Sem peljal zadnji cash, ki sem ga imel v Bobnarju v Maribor. In bolj sem res upal, da bom prišel domov s tem benzinom, ki ga imam, ker sem bil totalno broke, ne. Ampak hkrati feeling, ki sem ga imel takrat, se pravi, bil sem brez vsega, ampak bil sem tako poln, kot še nikoli prej, ne. Kot še nikoli prej, ko sem imel tudi ful nastopov, pa ful nekih whatever komadov, ki so bili komercialno uspešnih, ampak jaz sem končno delal to, kaj je meni cool, kaj imam jaz rad, in to je to, ne. In je bila potem splet okoliščin, spet 1 leto je bilo tega in na koncu sem tudi prišel ta, da sem izgorel, tudi do take stopnje, da sem haluciniral, ampak mogoče zgodba za drugič. Ampak na koncu sem album izdal in res feeling, ki ga imaš takrat je, ko narediš nekaj, pa ko veš, koliko truda je bilo vloženega in ko veš, koliko sebe je vloženega, to je to. Je to v bistvu, kar si vedno si želel, ampak mogoče nisi mogel toliko definirati, dokler nisi tega dejansko doživel skozi svojo lastno zgodbo, ne? Se pravi, to je ta kreativni proces in na koncu produkt, ki ga narediš in ta produkt veš, da lahko z vsem svojim bitom stojiš za njim. Ja. Ja, Žan, jaz mislim, da brez veze, da midva zdaj tu še karkoli kolovratimo, ker ta zgodba je bila zelo navdihujoča zdaj, predvsem ta trenutek v tvojem avtu, ko si rekel, da si se peljal, v bistvu si dal zadnji denar od sebe, ampak ne, tako kot si rekel, polnost je bila pa v tebi večja kot kadarkoli prej. In jaz mislim, da je to odličen trenutek za zaključek enega fajn podcasta, da v bistvu vsem poslušalcem pustima to misel, da je pomembno v bistvu napolniti srce z tem, kar res rad delaš in res temu slediti. In kot se tudi zdaj pri tebi vidi, pač se je splačalo, ne, se pravi, in tudi, kaj bi še rekla, v bistvu, ta tvoj novi album, mogoče še samo kaj malega poveš o tem, ki ga najdemo. Samo bi se vrnil k eni stvari prej, splača se, vse se splača do takrat, ko si ti poln in ko si ti vesel. Se pravi, nikoli ne gledati, se pravi, to zdaj govorim vsem, ki to gledate, kakorkoli, če bi jaz gledal na to, se meni to splača, se meni to splača finančno, pol ne bi nič naredil in ne bi nič imel za pokazati. Tako da vedno se tisto, kaj se ti splača, je to, kaj ti verjameš in to, kaj ti čutiš, da moraš narediti, v to se ti splača vlagati. Se pravi, v svojo pot, v svoj uspeh in v svoje znanje in to širiti in na tem delati. In se povrne. Vse povrne, če verjamem. Sigurno se povrne. No. Evo z veseljem v svojem albumu. Na enih par occasionih, se pravi, mislim, da par live eventov sem imel, kjer sem to povedal, se pravi, ena mala skupina ljudi ve in zdaj tudi med drugim vsi, ki bodo to gledali, bojo zvedli, da je release albuma 22. maja. Se pravi, release albuma 22. maj in naslov albuma Iz moje sobe. Se pravi, album je nastal v tej sobi. Evo, čakaj, malo obrnem. Gitare in mikrofoni in oprema in zvočniki in whatever. Se pravi, iz jedra ustvarjalnosti Žana Serčiča.
Tako, in tudi s tem bi rad dal message mogoče mladim producerjem, ki začenjajo, da ne rabijo imeti dragih studijev in drage opreme in ne vem kaj vse, da lahko delajo doma in lahko naredijo dobre stvari. No. Pol smo vse skupaj šli še nadgraditi v studio Metro, ker sem jaz naredil v bistvu enih par komadov takih, da sem hotel snemati na trak. In prvi sem tudi snemal na 24-inčni kolute skupaj z bandom in je ful enih ljudi sodelovalo od Jani HC, Sergej Ranđelović Ranđo, se pravi Denis Horvat, enih par legend slovenske muzike, ki že ustvarjajo tako dolgo to. Skupaj smo naredili to z Janezom Križajem, Petr Šlaj in vse skupaj pride ven, torej 22. maja in takrat tudi novi singl. Ok, super, Žan, hvala ti v bistvu za vse lepe informacije, za to, da si delil svojo zgodbo z nami in za to, da delaš res fajn glasbo. Hvala ti namreč tudi za to, res tvoji komadi so super, grejo do srca in še naprej pač ti želim toliko kreative in inspiracije in voice memo to. Maja, enako tebi. Hvala tebi za ta podcast, tudi jaz tebi želim vse lepo naprej. Hvala tebi, da delaš tak fajn podcast. Za fajn gosti. Tako, evo. Dobro, hvala, da ste bili z nami tudi vi in bodite fajn v karanteni, na balkonu jemljite sveži zrak in verjemite, da bo enkrat boljše. Čau. Čau, Maja. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.